Kako pa komentirate recimo izjave Carle Del Ponte zdaj glede na vaše izjave za European Voice? To niso njene izjave na moje izjave. Ne vem, na čigave so, ampak jaz tega nisem rekel, kar ona misli, da sem rekel, tako da to je nesporazum. Mi smo že dali na spletno stran avtentični tekst. To, kar piše v European Voice, tisto je res. In tam piše, da mi razmišljamo o tem, da bi začeli pogajanja, oziroma da bi nadaljevali pogajanja in da bi ta pogoj morali Srbi uresničiti do konca pogajanj. S tem bi nekako približali standarde, ki so predpisani za Srbe, standardom, ki so bili predpisani za Hrvaško. Kot se spomnite, Hrvati so morali začeti gotovino šele, ko so šli v pristopna pogajanja, se pravi pogajanja za članstvo, medtem ko Srbom je bilo rečeno, da morajo predno začnejo pogajanja o asociaciji in stabilizaciji že izločiti Mladića. Skratka, nekoliko različni standardi so, to je problem. Ampak problem, ki je najvažnejši, je pa ta, da smo mislili, da ko smo razpravljali o tem, da je treba začeti čim prej pogajanja, želeli pomagati demokratičnim silam v Srbiji na volitvah in da bi se položaj teh sil utrdil. Tu so premisleki, bi rekel, bolj globalne narave. Nikakor pa nismo rekli, da je bilo treba oprostiti jih obveznosti, ko gre za sodelovanje z ICTY, nasprotno. Ta obveznost ostaja in to smo vsi rekli. Ampak večina v Evropskem svetu pa misli, da bi bilo potrebno čim prej nadaljevati s pogajanji.